Dober dan in hvala za besedo. Jaz imam vprašanje. Izgradnja prehoda za pešce pri gasilskem domu Brestanici. Že nekaj let krajanke in krajani prosimo, da se Brestanici na cesti Peregorcev pri gasilskem domu uredi prehod za pešce. Tukaj prečkajo vozišče, predvsem pešci, pohodniki in kolesarji, ki pridejo iz kolesarske steze in se potem vračajo preko trga ali po pločniku proti železniški postaji ali pa gredo proti centru Brestanice. Istočasno je potrebno zamenjati ogledalo v zimskem času do noči. Da boste gradili prehod za pešce, se predčasno napisali v posavskem motorniku. Veliko krajanov me sprašuje, kdaj se bo ta zgradil, kaj so zadržki, da se ne zgradi. Pripričan sem, da bi bil skrajni čas, da se to dejansko uredi čim prej oziroma še v tem mandatu. Drugo, plakatiranje v naši krajevni skupnosti. V letu 2020-2021 smo krajevni skupnosti zamenjali stare dotrajane recene v glasni deske. Z vašo pomočjo smo tako postavili 7 novih plakatnih mest. Društva, ki v naši krajevni skupnosti prirejajo različne dogodke, so me obvestile tudi s plakati, da ne morejo plakatirati predhodno, ker so bili opozorjeni iz Centra za podjetništvo in turizem, da ne smejo sami plakatirati, da morajo plakatna mesta predhodno plačati in dobiti soglasje. Ocenjujem, da je takšen način nedopusten, da za svoje delo še plačujejo plakatiranje, ki je v javno korist, kajti društvo delajo veliki meri s prostovoljnim delom. Seznanjen sem bil, da je plačevanje na plakatnih mestih skladno z odlokom, tako spoštovane svetnice in svetniki predlagam, da se odlok spremeni takoj oziroma da ga strokovne službe pripravijo v naslednje seje. Pripričan sem, da društva v naši občini delujejo v javnem interesu, zato ni nobene osnove, da bodo plačevala storitev plakatiranja mestne občini Krško. Še druga izredna seja občinskega sveta na temo odlagališča NKRO. Zanima me, ali ste že prejeli odgovore na zastavljena vprašanja v izgradnji odlagališča v Vrbini. Kdaj bomo seznanjeni z odgovori svetnice in svetniki? In pa še nekaj dopolnjujem. Ob 13. uri smo imeli svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu, redno 18. sejo, ker smo obravnavali razno problematiko. Člani sveta za preventivno vzgojo so me pooblastili, da vas seznanim, da otvoritev nove ceste, ko smo zdaj že renovirali G1, da se je tako zožala, da 2 velika avtobusa, 55 in 57 sedežna, ne morata hkrati se srečevati na cesti, ki vozijo dijake v srednjo tehnično šolo. Problem bo tudi kakšen drug še. Jaz sem se zapeljal v 12. uri in sem videl, da je tam pa skupaj ni bilo, zakaj ni 1 meter čišče vozišče. To sem toliko v vrednost. Pa še drugo. Strategija je tako zastavljena, zato prosim, da upoštevate, da v Krškem ostanete vsaj 2 semaforizirana križišča, ker drugače več ne bojo delali vozniških izpitov v mesu, bomo hodili prejte. Tam pa glih obratno delajo še eno semaforizirano križišče pri ekonomski šoli v Vrbini. Predlaga svet SPV vam, da poveste, da bi ostalo semaforizirano križišče pri tam, ko je trgovina Lidl, pa če se da pri podmornici ali pa pri Yamahi. S tem bi imeli pogoje, da bi tudi naši mladostniki, ki delajo avtošolo, opravljali izpit v mestni občini Krško, ne pa v Brežišča. To pismeno nisem dal, ker nisem imel časa, bom pa dopolnil to. Hvala. Hvala lepa, da bi tukaj sam dal na prvo vprašanje, če sem kratko pojasnilo, bomo potem tudi pisno govorili, pa čisto za informacijo, da je odkraj. Prehod za pešce, ki ste ga omenili, tam pri gasilskem domu v Brestanici, je na državni cesti.
in direkcija je pripravila projektno dokumentacijo, kompletno, tako za prehod za pešce, kot za razširitev pločnika, za ograjo novo in kompletno ureditev. Projekt je že lani bil zaključen, podpisan je tudi sporazum o sofinanciranju, občina ima tukaj okoli 160 000 evrov sofinanciarskih sredstev, ki so zagotovljena v NRP-ju, v proračunu za letošnje leto. Direkcija vodi postopek izbora izvajalca, nimamo pa še informacije, kako daleč so s tem izborom. Je pa predvideno do letos za izvedbo. Ja, hvala za odgovor. Prepričan sem, da zdaj, če je že namen to narediti, da se bi bilo dobro, da se to dela julija, avgusta, ko je več ljudi na morju in je promet manjši in ni šole in če se le da, da bi se ko naredili. No. Hvala lepa za odgovor. No, to v principu ni v naši moči, ampak vseeno. Bomo spoderirali naprej. Ja, lep pozdrav v mojem imenu. Imam 3 pobude. Prva se nanaša na reko Krko. V tem tednu smo zbirali predloge za ureditev vodotokov v naših krajevnih skupnosti. Vseh krajevnih skupnosti naših. Vodotok reke Krke je potrebno urediti na celotnem vodotoku na področju krajevne skupnosti Podbočje. Kako neurejeno je lahko videti z mostom na Brodu, polno porušenih dreves, vodno v Krki. Kako nemarno pristopijo očiščenja, smo lahko videli v prejšnjem tednu, ko so delavci CGP-ja očistili naplavine pred mostom. Na eni strani debla dvignejo in vrčujo na drugo stran mosta, ker sedaj, ko je nizka voda, ostanejo. Ko je visoko, da staj to odnese in zaizvi naslednji most. Ker so nam kamioni bil prazen, v končanem delu delavci pa so imeli v rokah tudi motorne žage, ki so bile tiho. Zato predlagam, da se jih upozori na neodgovorno početje in zapravljanje davkoplačevalskega denarja in da delo dosledno opravijo. Naslednja pobuda se pa nanaša na pobudo na staro šolo v Podbočju. Sedaj v prostori stare šole poteka proizvodna dejavnost. Najemniki so zgradili novo tovarno in se selijo iz prostorov stare šole. Že v sestanku občinske uprave smo predlagali, da se po spreznitvi prioritih nameni za delovanje društvom. Zato dajem pobudo, da se organizira sestanek med občinsko upravo, krajevno skupnostjo in zainteresiranih društvi o obnovi namenov stare šole. Potem imam pa še ena pobuda, se pa nanaša na planino, v bistvu za elektrifikacijo. Dajem pobudo, da se na planini nad Podbočjem napelje elektrika do lovskega bivaka in zgornje podkaje smučišča. Elektrika se lahko napelje od mejnega prehoda po vozni poti, samo prek pa bi pristopila krajevna skupnost in lovska družina Podbočje. Me pa zanima tudi, kako daleč je z legalizacijo koče na planini. Zdaj, to so te 3 pobude. Hvala. Hvala lepa, gospod Petrovič. Prav sem. Na predlog krajanov podajam pobudi, da se nadaljuje javne razsvetljave od mostu čez Savo do bencinske črpalke del Brestenici namestijo nosilci za zastave in v skladu z odlokom ob določenih praznikih le-te tudi nameščajo. Naslednja pobuda je pa, da se preveri stanje ceste Srebotno-Bohor in pristopi k sanaciji že večkrat popravljene ceste na odcepu, ki je že sedaj zloženo z oviro. V primeru, da bo prišlo do podora ceste, bo skoraj nemogoč dostop do vasi Prešivica oziroma bo težko prevoz šoloobveznih otrok in intervencijskih vozil. Hvala. Hvala. Prej, gospod Rolovec. Lep pozdrav in hvala za besedo. Prva zadeva se nanaša na spomenik v Leskovcu. V Leskovcu na Trgoborcu že 94 let stoji spomenik nepozabnim padlim, tako se piše na spomeniku, Korjanom Leskovške pare, ki se niso vrnili iz bojev vojne vihte. Na njem je tako našlo svoj prostor 113 vojakov Prve svetovne vojne. Žal je spomenik pozabljen in lekamno se lahko zahvalimo, da nismo deležni kakšne neprijetnega spoznanja o nas samih.
Spomenik je bil nazadnje obnovljen leta 1958 in leta 1965 je pred njim potekalo še zadnje srečanje preživelih vojakov prve vojne iz našega področja. Spominska plošča oziroma napis na njej izginja, pred dnevi pa je odpadla še temeljna granitna plošča, katera sedaj sicer poškodovana, je prispomnjena na spomenik. V smislu sanacije oziroma vzdrževanja spomenikov naprošam strokovne službe, da pomagajo poiskati odgovorne in da tako uredimo to zadrego. Sam sem sicer klical na občino, vendar, ko sem rekel, da to ni spomenik iz NOP, bi rekel, nismo se več znajdeli, bi rekel, drugi ne za njega skrbel. Druga zadeva se nanaša na zadevo pri Novi Ljubljanski banki na Vidmo. Obožen sem bil na nenavadno stanje, ki se pojavlja pri edini poslovalnici NLB v naši občini. Poslovalnica za občane deluje v prvem nadstropju, od koder pa vodi lepo število stopnic, kar pa je za marsikoga predstavlja težavo, za invalide pa nepremagljivo oviro. Zaradi tega se morajo le-ti zanašati na prijazne mimoidoče posameznike, da prikličijo zaposlene na plano in potem nekako le uredijo zadevo. Ker je to edina poslovalnica v naši občini, je tako stanje še bolj nedopustno. Ob vsem tem pa menim, da je ena poslovalnica za skoraj 30 občanov skupaj z občino Kostanjevica v vsej moderni tehnologiji in kljub temu res premalo. Najmanj, kar bi lahko pričakovali, je to, da se vrne poslovalnica na Senovo in v trgovsko središče na Kranjski strani. Pa imamo eno zadevo glede regijskega čebelarskega učnega centra v Leskovcu. V Leskovcu počasi nastaja regijski čebelarski učni center za Posavje. Tako čebeljak že stoji, v zaključni fazi pa so tudi načrti za celoten projekt, ki zajema tudi tako imenovano čebelarsko učno pot. Žal pa Čebelarska zveza Krško sama ne zmore tega finančnega zalogaja. Poskušajo oziroma bojo tudi preko participativnega proračuna za naslednje leto, vendar ta rešitev ne zadostuje, ni gotova in izvedbo časovno kar solidno zamika. Zato predlagam, da poiščemo sredstva v okviru proračuna 2022 in tako omogočimo ta nedvomno koristen projekt. Samo preseganje na pomen čebel in čebelarstva čebelarjem ne pomaga kaj dosti. In če smo zmogli zgraditi muzej, dajmo tokrat še nekaj za naprej. Bolje pa, bi rekel, mala replika na odgovor, ki sem ga prijel v vezi pripomb na pokopališču v Leskovcu. Gre pa takole, da bi se najprej rad zahvalil in seveda pohvalil hitro ukrepanje glede podstavka za vodo na pokopališču stare zbito iz palet, res nam ni bilo v ponos. Ponovno pa bi rad opozoril na še izvedeno in sicer. Za leto 2021 je bila načrtovana izgradnja moderniziranega večjega parkirnega prostora pri pokopališki kapeli. Dela so bila zaradi zamika pri pridobivanju zemljišča le deloma izvedena. Kmalu bo mimo prvo poletje, pa me zanima napredek in čas izvedbe. Zanima me, bilo je obljubljeno, kdaj bo postavljena nova avtobusna čakalnica s kloplo pri starem davnem vhodu na pokopališče. Potem pa še nekaj glede nastreška, ki je res minimalno izveden. Pri Vežici kar razlog pa da je, da ga omejuje do menda prostorski akti. Jaz temu bi rekel težko verjamem, ker je to edino pokopališče, ki ga imamo dobesedno ob oziroma v industrijski coni in bi že sam zaradi tega ne bi smel biti nekaj posebnih omejitev glede tistih parih kvadratnih metrov. Potem glede razširitve ene ulice v Leskovcu, v sprejetih in potrjenih dokumentih je določeno, da se delna širitev vozišča v Wolfovi ulici izvede v letu 2022. V teh dneh pa zvem, da je zadeva predstavljena v letu 2023, ker nisem nikjer zasledil, da bi to obravnavali, me zanima, kdo oziroma kateri organ to sprejema brez vednosti mestnega sveta. Potem pa še ena pobuda, sicer je bila enih 2 seje nazaj že umeščena, ampak rad bi, da ne bi pozabili, ker bo prepozno, glede nakupa zemljišča. Delo na prenovi doma v Leskovcu napredujejo, želel pa bi opozoriti na parkirni prostor, ki bo poslej
premogel le 14 ali 15 parkirnih mest, kar je za dvorano in druge prostore plus gasilci premalo. V tem smislu predlagam, da že zdaj, 1 leto pred dokončanjem objekta, pristopimo k odkupi zemljišč na drugi strani objekta, kjer bi lahko zgradili večnamenski parkirni prostor, tudi za potrebe izgradnje načrtovanega vrtca na tem prostoru in v luči širitve mesta Krško na prostor Leskovca, verjetno ne v tako oddaljeni prihodnosti. Hvala. Hvala, naprej želi kdo besedo. Izpražavljalcev, enkrat pohvalo družbo Korstar, kar se sicer leto zgodi, da se je premaknila stvar naprej in tudi v okolici svojega odlagališča, ki ga imajo dole, oziroma deponije, da tudi se najdejo ljudje in da počistijo te sprehajalne poti in ta divja odlagališča, ki nastajajo, vendar bi plus tega dal še eno pobudo, oziroma predlog, da bi mogoče do teh smeti zunaj deponije manj, ker te smeti se večinoma pojavljajo ob ponedeljkih oziroma preko vikenda. Če bi oni imeli eno dežurstvo dol, ki bi se mogoče tudi najavili, da lahko smeti ljudje odložili na tem mestu, mogoče ne bi vozili tam izven njihovega rampa, ker to je vse v neposredni bližini. Hvala lepa. Hvala, naprej Dušan. Spoštovani vsi prisotni, v ponedeljek sem pristopil iz Slovenske nacionalne stranke, ko sem bil izvoljen na listi omenjene stranke. Vedno sem zagovarjal stališče, da med časom oziroma tako v Ljubljani, da se ne strinjam s tem, da nekdo, ki je izvoljen na neki listi neke stranke, da prestopi v drugo stranko oziroma da je kot samostojni. Ker je Slovenska nacionalna stranka še vedno aktivna in jaz sem v ponedeljek izstopil iz nje, vas prosim, danes dobite še mojo odstopno izjavo, ker ne želim biti več občinski svetnik in da do naslednje seje date tistega, ki je prvi v vrsti, da bo mene nadomeščal. Hvala. Hvala, gospod Odbornik. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Jaz bi eno pobudo podal in sicer bi podal pobudo za ukinitev javnega dobra na parcelni številki 1244/18, katastrska občina Leskovec, namreč gre za eno pot, ki pa nima več svoje gospodarske funkcije in mislim, da nima smisla, da še ostane javno dobro. Hvala.